Za življenje. Specialni pedagog Marko Juhant. Prijazen pozdrav, gospod Marko. Dober dan vsem. Veseli in hvaležni vedno znova. Kako ste? Že kaj počitniških doživetij? Kako sploh občutite to vročino? Ja, zdaj glede na to, da sem v penziji, končno enkrat čisto za vse ure, da saj še ne delam več tako, kot je bilo nekoč, je urnik precej drugačen, dan se drugače giblje, malo manj na uro gledam, kar je zelo ugodno. Je tudi nimate več na zapestju? Ja, tudi ne več, ja. In telefona ne vlačim s sabo in podobne stvari. In to je kar velika sprememba. Olajšanje? Je. Moram pa reči, da je potrebno prilagajanje, ne gre drugače. Najbolj hecno je, ko se je zgodilo, sem bil v trgovini, pa nekomu se je nekaj tisto plačevanje zavleklo, prav, joj, oprostite, tako ne. In jaz pravim, gospa, jaz sem v penziji, jaz imam čas, prav, kako imate čas? Prav, vsi penzionisti nimajo časa, ne. Zdaj ne vem, če poznate zgodbo, zakaj penzionisti nimajo časa. Kar povejte. Malo se tiče naših sprememb, ki pridejo z leti, in to je, dopoldne pospravljajo, popoldne pa iščejo, kam so dali. A ne? Gre za kratkoročen spomin, ker nas, to je ena od tistih stvari, ki ste vprašali, kaj zdaj prilagajanje, a ne? Ja, še moraš paziti, da ostane živ, ne? Demenca in podobne stvari, to nič ne bo čakalo, in če se opustiš, jaz imam v spominu svojega očeta, on je, ko je šel v pokoj, on je nehal gobart, nehal vse stvari in se ustavil in umrl, dobesedno. Pa ni bilo nekih posebnih sprememb zdravstvenih takrat, ampak on je počakal, preprosto je počakal. Zdaj pa tole, jaz mislim, da nas čaka kar vse, da vsako obdobje prinese nekaj novega in čas tudi, seveda, ne samo starostno obdobje, je živahno. Moram reči, da se vendarle ves čas nekaj dogaja. Tega smo veseli, ker poznamo vašo živost in aktivnost. Marko, napovedali smo, da je to oddaja, vsebine prepuščamo poslušalcem, poslušalkam 01512 10 00. Lahko tudi pišete, 2 naslova sta odprta za.življenje@ognjisce.si ali pa studio@ognjisce.si. Telefon pa torej 01512 10 00. Nekaj izhodišč smo pripravili tudi s kolegi, posebej novinarji so dnevno na tekočem z novicami, ki prihajajo. Bi vas pa vprašala, ali drugače razbirate vzgojo, okolje, te odnose, ki so med ljudmi posebej zelo občutljivo do otrok? Zdaj, ko ste aktivno izstopili, ko niste več tako v svetovanju, ko ne obiskujete šol, nimate tako pogosto delavnic, predavanj, je vaš pogled drugačen? Ja, je razlika. Razlika je v tem, da bolj občutim to globalno usmerjenost v te nove trende okrog vzgoje, za katere sem prepričan, da niso zdravi niti naravni, bi človek rekel, ki zbegajo otroke, zbegajo mladostnike, trenutno begajo v glavnem še starše, a ne? Okrog spola, okrog definicije in tako naprej. Tule neke stvari bi morale ostati trdne in nedotakljive. In ravno te, ki so tako občutljive, posebej potem, ko so otroci proti najstništvu in najstniki obremenjeni, vzgoja je drugačna, zahteve so drugačne, manj so odporni, kot smo bili mi, na vse sorte obremenitve. Danes je vse, kar se zgodi v otroku in ni po njegovi riti, je že drama, ne? Ali pri otroku, ali pa pri starših strah, da ne bodo neke škode naredili. In tako so mnogo meja je odpadlo in nekateri starši, jaz imam občutek, da kar obupujejo oziroma obupujejo mladi, te, ki nimajo še otrok, so že nekako v tistem prepričanju, a se sploh splača, a je sploh smiselno imeti otroke.
Ja, drži. Prav o tem smo se pogovarjali in to govorijo recimo mladi tam 20+, ki so včasih komaj čakali, da ustvarijo nekaj svojega, da se osamosvojijo. Marko, ne bova šla zdaj v vzroke, posebej te globalne, lahko so prekompleksni, ampak vendarle, kako ob vseh teh vplivih, kako se opolnomočiti? Kako vendarle zaupati neki svoji vesti, svojim načelom? So primeri, ko se ljudje tudi preselijo, iščejo boljša, bolj varnejša v navednicah okolja. Vaše mnenje, kako vendarle lahko stati na nekih svojih trdnih načelih? Ja, zdaj, jaz sem pravzaprav precej tradicionalist. Zato so me ljudje skušali politično uvrščati v čisto napačne kroge, a ne, in moje prepričanja in tako naprej. Vendar te stvari nosijo s sabo informacijo, preverjeno informacijo, tisočletja staro, ki deluje, in to je prva stvar. Druga stvar, ti lahko pomaga. Ti lahko pomaga ob dnevnih težavah, ti lahko govorimo o družinski tradiciji, govorimo o družinskih navadah, o družinskih prepričanjih, o tem, kar kot družina, kar smo dobili, kar nesemo naprej, oziroma kar še dajemo tudi ta starejši, kar dajemo naprej. In jaz mislim, da bolj ko gledam, zdaj tudi, ko ste prej vprašali, kako vidim stvar, stari starši zelo pogosto dajejo nauke, kar se ne obnese, ker jih zavržejo, mladina jih zavrže, tako kot je to vedno počela. Če pa delajo z zgledom, če so za zgled, če uravnavajo, če pristopijo na pomoč, torej da ponudijo pomoč po merilih mlajše generacije, ne po svojih merilih. Torej, dejansko pomoč, tisto, ki jo potem mladi občutijo, takrat pa dobijo njihove informacije tudi tako izvedbeno pravico in moč. To prinese prenos tradicij, prenos informacij, občutek varnosti, občutek zavetja, in mislim, da za oboje. Tako za njihove otroke, kot za njih same, ki so že starejši in bodo slej ko prej bolj odvisni od okolja. Se pravi, če je prav, jaz upam, da bom odvisen od svojih otrok, ne od nekih tretjih oseb. Upam, da smo slišali, starši, pogosto, seveda vedno z dobrimi nameni, in ker imamo izkušnje, radi bi obvarovali predvsem težkih svoje otroke, in potem modrujemo, delimo nauke. Češ, poglej, ne, tako se ti bo zgodilo to in pojdi raje po drugačni poti, odzovi se drugače. Tu se mladi zaprejo, pravite. Oni po naše za vsako ceno ne bodo šli. Je pač v naravi stvari, da želijo drugače. Oni morajo poskusiti. Ne vem, če smo slišali, da je čas, da se sami spremenimo, da sami začnemo razmišljati o teh svojih nastopih. Zdaj sta še dve veliki razliki, kako bodo ravnale hčere in kako bodo ravnali sinovi. Klasično, uporniško, sinovi morajo probati po svoje, morajo poskusiti, preden naredijo tako, kot so slišali, da bo prav. Sej kasneje se pogosto zgodi, da ugotovijo, da so starši pravzaprav imeli prav. Ampak to je že včasih precej kasno, se je vmes zgodilo veliko z njihovimi otroki, recimo, se pravi z vnuki od starih staršev. Veliko časa preteče, kakšne stvari se utrdijo, za katere ne bi bilo potrebno, ne vem, otrok cmiha in potem cmiha vse več, je tak jokajoč, zato ker pač tega nismo recimo znali ustaviti na drug način, kot ne vem, nekdo poskusi z ostro besedo in tako naprej. To ne deluje. To deluje, ostra beseda, samo v enem primeru. Če vam otrok verjame, da mu boste res nekaj hudega naredili. To pa mi ne bomo tega naredili. To pomeni, če se vas dejansko boji. Kdo od starih staršev si pa želi, da bi se ga lastni vnuki bali? Jaz mislim, da nobeden. Takrat to prime. Če se te otrok ustraši dobesedno, če misli, da boš si res sposoben nekaj hudega mu narediti.
Že ima izkušnje, da je ja. kaj padlo. Ja. No, da pa so druge stvari, drugi prijemi, kot je preusmeritev. Da, ne vem, da pogosto danes je moda tako veliko spraševati otroke. 3-4-letne otroke neprestano sprašujejo, a boš to, ali boš ono, in otrok se navadi, ne. Zato, ker